Dobro. Lepo zdrav vsem prisotnim na 4. izredni seji občinskega sveta občine na Koroškem. Jaz se opravičujem, ko smo sklicali ob tem času sejo, vendarle pa nas še čaka v tem mandatu torej eno dejanje, morda sicer še kakšno, ampak izgleda, da ne v tem trenutku. Dejstvo pa seveda, da sedanji občinski svet deluje do konstituiranja novega in karkoli se zgodi do konstituiranja novega občinskega sveta, seveda ste vi tisti in jaz tisti, da moramo odločiti o nujnih zadevah. Današnjo, torej po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 20 prisotnih, 2 opravičila. Dnevni red 4. izredne seje vključuje točko, ki se naziva volitve predstavnikov lokalne skupnosti elektorjev v volilno telo in potrditev kandidature za člana Državnega sveta Republike Slovenije. To je, kar se mene tiče, edina točka dnevnega reda. Če ima kdo kaj k razpravu k temu predlaganemu dnevnemu redu, odpiram razpravo. Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 4. izredne seje občinskega sveta občine na Koroškem. Kdo je za? 19 za. Kdo je proti? Nič proti. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. In prihajamo k tej tretji oziroma edini točki današnje seje, volitve predstavnikov lokalne skupnosti v volilno telo in potrditev kandidature za člana Državnega sveta Republike Slovenije. In prosim Darjo Javornik, da predstavi torej sklepe, ki jih je zavzel KVIAZ oziroma Komisija za volitve, imenovanja, nagrade in priznanja. Prosim. V odsotnosti predsednice te komisije, gospe Irene Oder. Pozdravljeni vsi skupaj. Sklep 1. Občinski svet Ravne na Koroškem izvede volitve elektorjev v volilno telo po sledečem seznamu. Javornik Darja, Logar Aleš, Renc Sabina, Boris Štrikar. Volitve izvede v skladu s pravili poslovnika občinskega sveta občine Ravne na Koroškem ter za izvedbo volitev imenuje komisijo v naslednji sestavi. Zdaj pa glede na to, da magister Irene Oder ni, bi se odločili za drugega. In jaz predlagam Mojco Marjano, glede na to, da je tudi član KVIAZ-a, za predsednika. Predsednik komisije je Marjana, namestnik predsednika Mojca Kristan, član komisije Mojca Rjavc, namestnik člana Andrej Rjavc, član komisije Milan Mrženovič in namestnik člana Suzana Vodnjov. Hvala, gospod Darja Javornik. Ja, zdaj, jaz imam pred sabo sklep KVIAZ, če lahko rečem delovno, KVIAZ-a. KVIAZ je predlagal torej za predsednico komisije gospod Irene Oder, ki je odsotna, za namestnico predsednice gospod Mojco Kristan, ki je prisotna, za članico Mojco Rjavec, ki je prisotna, in pa člana Milana Mrženoviča, ki je prisoten. To vam je pisni sklep, predlog sklepa za občinski svet KVIAZ-a. Torej, jaz zdaj bi rekel, ker ste le kolektivno delovno telo občinskega sveta pred tem sklepom ostal. Govorimo seveda o komisiji, ki izpelje volitve. Ja. Dobro, hvala torej podpredsednici komisije. Zdaj imamo seveda dve varianti, to sta javno ali tajno glasovanje. Sam bom predlagal sklep za tajno glasovanje. V primeru tajnega glasovanja je zakompliciran poslovnik, žal, ga bo najbrž treba v prihodnji mandat občinskega sveta spremeniti. Mogoče ga preberem. V primeru, preden da boste glasovali oziroma se opredelili do mojega predloga sklepa o tajnem glasovanju, v primeru tajnega glasovanja, če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, pri čemer se črka iz abecede, s katero se prične glasovanje, določi z žrebom. Teda bo treba zdaj sam vrstni red glasovnice, ker so 4 kandidati, voli se 3 žrebati, strokovne službe imajo pripravljene torej 4 kuverte, kaj bo pokazal žreba pa seveda predlagam, da ta komisija, ki jo je KVIAZ imenoval.
Torej, odpiram razpravo k najprej predlogu sklepa, da glasujete tajno. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet Občine Javno na Koroškem za volitve predstavnikov lokalne skupnosti elektorjev volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije izvede tajno glasovanje. Kdo je za? 20 za. 19 za, kdo je proti? 1 proti, od 20 prisotnih. Potem predlagam, da se torej izvedejo volitve in da se... predlog sklepa je malo bolj dolg, ja. Torej, predlog sklepa se glasi: Občinski svet Občine Javno na Koroškem izvede volitve elektorjev v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije po sledečem seznamu, katerega vrstni red bo kasneje določen, ampak kandidati za elektorje so Javornik Darja, Logar Aleš, Rant Sabina, Štriker Boris. Volitve se izvedejo v skladu s pravili poslovnika občinskega sveta Občine Javno na Koroškem ter za izvedbo volitev imenuje komisijo v naslednji sestavi: predsednica komisije magistra Mojca Kristan, članica komisije Mojca Rjavec ter član komisije Milan Mrđenović. Kdo je za? Dvajset za, soglasno. Torej, komisijo prosim, da torej prične z delom, s tem seveda prekinjam začasno delo občinskega sveta. Najprej boste izvedli torej žrebanje, določili, katera od 4 kuvert bo potem uporabna za občinske svetnike, ki glasujejo. Pa mislim, da je vse skupaj pripravljeno v mali sejni sobi, no, da se poglasuje. Ko boste delili seveda glasovnice po izvedenem žrebu, prosim. Ostali pa imate zdaj, bi rekel, prosto, dokler vas komisija ne zbere. Za predlog, nadaljujemo torej sejo občinskega sveta. Prosim za poročilo o izvedbi volitev predsednico komisije, gospod Mojco Kristan, prosim. Evo, tajno glasovanje je bilo izvedeno v okviru 4. izredne seje. Z glasovanjem smo pričeli v 15:10 uri. Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta, glasovnice je prevzelo 20 članov občinskega sveta, oddanih je bilo vseh 20 glasovnic. Izid pa naslednji. Darja Javornik, število glasov za 9, kandidatka je bila izvoljena. Aleš Logar, število glasov za 8, ni bil izvoljen. Sabina Ranc, število glasov 9, je bila izvoljena. Pa Boris Štriker, število glasov za 12, je bil izvoljen. Hvala predsednici komisije. Pred sabo imam še seznanitveni sklep občinskega sveta, ki pa v bistvu povzema rezultate izvedbe volitev. Občinski svet Občine Javno na Koroškem v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije imenuje naslednje predstavnike lokalne skupnosti: Javornik Darjo, Obsuhi 25, Rant Sabino, Zelen Breg 10 in Borisa Štrikerja Kotle 167. Kdo je za? Dvajset za, torej ne rabim vprašati, kdo je proti, ker je soglasno. Torej, hvala za ta sklep in pa hvala za opravljeno današnjo, torej 4. izredno sejo. S tem zaključujem izredno delo občinskega sveta in se vam še enkrat zahvaljujem kot na redni seji. Spoštovani kolegice, kolegi, zaključuje se krog 4 leta, za nekatere pa 8 ali več. Bil sem 2 mandata. To je 8 let med mlajšimi, mladimi, kar 1 ali 2 generaciji mlajši od mene. Razumljivo, imel sem čast nalogo zastopati upokojence, to je tisto generacijo, ki je zaključila svojo poklicno pot, skratka za vse tiste, ki pač pomoč potrebujejo. Bil sem in sem še v odboru za socialo, ki ga vodi Marjana. Marjana, hvala ti tudi za vse, kar narediš v medgeneracijskem centru. Že nekaj let se sestaja in aktivno dela klub seniorjev v občini, ki je pod vodstvom gospoda Jožeta Božiča uspešen v svojem poslanstvu.
da bo občina Ravne še naprej skrbela za to staranje, da bo staranje jesen življenja lepa, prijazna vsem. Upam, da bo klub seniorjev nadaljeval z delom, ker zdaj tudi temu klubu poteče rok, mandat. In na koncu se želim zahvaliti vsem kolegice, kolegi za razumevanje in pomoč, ki jo imate do tistih, ki pomoč potrebujejo. Nekateri boste, predvidevam, v novo izvoljenem občinskem svetu. Želim in upam, da bo v njem tudi predstavnik upokojencev. Upam, da bo dobro. Veliko sem sodeloval tudi z gospod Darjo. Darja je že šla ven. Hvala Darji za vse. Pa še to, spoštovani župan Tomaž. Dolga leta uspešnega sodelovanja so mimo, veliko je bilo storjenega za starejše v kraju. Med zadnjimi so bili ti prevozi. Hvala za vse, kar je bilo s strani občine storjenega za starejše. Hvala za posluh in čas, ki ga preživiš s starejšimi, tako bo tudi jesen življenja lepša. Tu sem pa dobil še nekaj, bi rad prebral. Čas otroštva in mladosti, kot da z vetrom je odšlo, in tiste lepe radosti, vse premalo jih je bilo. Dobri prijatelji ostanejo, čeprav odšli so v širni svet, ob snidenju objamejo spominov koš iz mladih let. Nekdo po cesti življenja hodi, tiho pride čisto sam, o pravem času nas obišče očarljiv gospod sam Abraham.